Naslednje predavanje je zanimivo predavanje z področja vključevanja oseb z invalidnostjo v delovno okolje. Predavateljica je Anja, jo že poznate, Anja Uršič. Anja, izvoli. Hvala. No, še enkrat lep pozdrav. Zdaj pa bom v bistvu malo bolj z praktičnega vidika spregovorila o vključevanju oseb z invalidnostjo na trg dela in o primeru dobre prakse v podjetju Novartis. Pa bi mogoče tudi na kratko povedala, v bistvu, kaj je namen in sama struktura predavanja. Se pravi, najprej si bomo pogledali bolj na hitro same konceptualne okvire razumevanja invalidnosti, ki vplivajo na oblikovanje vedenja in stališča delodajalcev do zaposlovanja oseb z invalidnostjo. In tukaj v tem delu vam bom predstavila, se pravi, socialni, medicinski in biopsihosocialni model razumevanja invalidnosti, ki so trije ključni modeli, v bistvu, kako razumemo in dojemamo samo invalidnost. In kako se v bistvu to razumevanje potem odraža tako pri posameznih, kot tudi na družbeni ravni in seveda tudi, ko govorimo o vključevanju oseb z invalidnostjo na trg dela, kjer v bistvu delodajalci skozi svojo percepcijo seveda vplivajo na sam proces zaposlovanja. Potem v drugem delu vam bom tudi predstavila trenutni položaj oseb z invalidnostjo v Sloveniji. Bomo malo pogledali pravzaprav, kakšni so trendi in tudi malo bolj numerično, da si boste predstavljali pravzaprav, o kakšnih odstotkih oseb z invalidnostjo govorimo in koliko jih je pravzaprav vključenih na trg dela. Potem bom tudi na kratko vam predstavila lastni primer integracije v delovno okolje v podjetju Novartis, ker bi rada z vami pravzaprav delila, s kakšnimi izzivi sem se srečevala, kaj mi je v bistvu takrat ogromno pomenilo, kako sem, bom rekla, začela razvijati svoj talent v podjetju, tudi če sprva mogoče sem imela neke dvome tudi sama, tako da nekako bom na kratko predstavila ta proces. In potem nazadnje tudi v bistvu vlogo employee resource groupov, ne vem, če ste že kdaj slišali, to so v bistvu interesne skupine zaposlenih, ki ključno pripomorejo k oblikovanju organizacijske kulture, predvsem tudi v večjih korporativnih podjetjih, kot je Novartis, kjer v bistvu skozi te skupine se nekako reproducira samo razumevanje invalidnosti in njihova vloga je pravzaprav, da se kultivira pravičnost in, bom rekla, vključevanje raznolikosti v same poslovne in druge strateške modele. No, pa če najprej pogledamo same modele razumevanja, najbrž ste za te modele že slišali, ker so zelo opevani v sami literaturi, pa bi malo tudi bolj z praktičnega vidika vam jih predstavila. Se pravi, ko govorimo o medicinskem modelu, to je model, kjer je v bistvu poudarek na invalidnosti oziroma telesni okvari posameznika. Kaj pravzaprav to pomeni? Tukaj, ko mi nekoga, recimo sem jaz delodajalec, pa hočem zaposliti osebo z invalidnostjo in se v bistvu skozi ta model predvsem osredotočam na njegovo telesno okvaro oziroma zdravstvene omejitve, ki jih ima, in z tega stališča v bistvu predpostavljam, se bo oseba sama poskrbela, to je pač njegova stvar, tako da v bistvu ta medicinski model da ogromno breme na posameznika, ne pa toliko na samo, recimo, delovno okolje, se pravi v tem primeru na podjetje oziroma delodajalca. Medtem ko ravno, če pogledamo potem naslednji, socialni model razumevanja, v bistvu tukaj pa invalidnost pomeni pravzaprav družbeni konstrukt oziroma konstrukt družbenega zatiranja. Tukaj, se pravi, ne gre več samo za ta individualno razumevanje, ki poudarja invalidnost posameznika in da je posameznik tisti, ki mora nekaj narediti, da se bo integriral v družbo, ampak v bistvu tukaj govorimo že ne, tudi družba, okolje, se pravi delovno okolje v tem primeru, ko govorimo o zaposlovanju, je, se pravi, ključnega pomena, kar pomeni, da so tukaj nepomembne prilagoditve in tudi delodajalec, se pravi, oziroma rekruter, ki bo nekako imel percepcijo invalidnosti skozi ta socialni model, se bo seveda poskušalo iti posamezniku nasproti in pogledati, kako lahko podjetje implementira neke ukrepe, kako lahko prilagodi delovno mesto, kaj ta posameznik pravzaprav potrebuje, da se lahko vključi v samo delovno okolje. No in potem tretji model je pa biopsihosocialni model, v bistvu predstavlja pa najbolj celovit model razumevanja invalidnosti in o tem modelu pravzaprav govorimo
bom rekla, šele bolj v sodobnem času, je tudi osnova za opredelitev invalidnosti po Svetovni zdravstveni organizaciji in pravzaprav ta model vključuje tako biološke dejavnike, potem psihološke in seveda tudi same sociološke oziroma socialno okolje. Tukaj pri tem modelu je pomembna sama izkušnja. Zdaj v praksi to razumevanje postaja vedno bolj nekako trendovsko in se tudi poskuša, da bi vedno več modelov oziroma strategij v podjetjih temeljilo ravno na tem modelu. Se pravi, da se upošteva tako neka zdravstvena omejitev posameznika, njegovo vedenje in potem kako tudi lahko kot podjetje samo, v bistvu pravzaprav kaj lahko naredi, da lahko se posameznik prilagodi. No, pa če pogledamo potem naprej, v bistvu pravzaprav kakšen je položaj oseb z invalidnostjo na trgu dela danes. In tukaj bi vam rada povedala, da se pravi podatek, da je 35.010 oseb z invalidnostjo vključenih na trg dela, to je podatek iz decembra 2024, vzet iz letnega poročila javnega razvojnega štipendijskega, preživninskega in invalidskega sklada. Potem tudi vidimo, da v bistvu je tudi kar zelo dober razporeditev med zaposlitvijo med moškimi in ženskami, kjer v bistvu 48% moških in 52% žensk. Potem, če pogledamo po SKD dejavnostih, pa pravzaprav vidimo, da največ oseb z invalidnostjo je zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, kar več kot 10.200. Potem z nekaj več kot 4.000 sledi zdravstvo in socialno varstvo in potem v bistvu z več kot 3.000 sledita v bistvu pa še trgovina, popravila motornih vozil, se pravi avtomobilska industrija in potem tudi razne poslovne dejavnosti. Potem pa z nekoliko manjšim številom in deležem zaposlenih oseb z invalidnostjo, pa v bistvu se pravi pa sledijo še, se pravi, izobraževanje in gradbeništvo. Mogoče, da samo pogledamo, zakaj pravzaprav vidimo, da pri predelovalnih dejavnostih oziroma samih proizvodnih dejavnostih je kar največja številka. V bistvu odraža ravno ta naslednja tabela, tudi strukturo same izobrazbe, zakaj mogoče ravno pri nekih nižjih kvalificiranih oziroma fizičnih delih prevladuje število zaposlenih oseb z invalidnostjo. Iz te tabele pravzaprav vidimo, da je največ, se pravi, če seštejemo delež zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju, vidimo, da je največ oseb z končano srednješolsko izobrazbo. Zanimive številke, ker smo prej na okrogli mizi govorili tudi o zaposlovanju oseb z invalidnostjo v javnem sektorju pa zasebnem. Tudi številke pričajo o tem, koliko bi javni sektor lahko v bistvu izboljšal zaposlitvene priložnosti za slepe in slabovidne oziroma odpiral neke nove priložnosti. Tu v bistvu dokazuje tudi številka, ki se pravi v javnem sektorju, skupaj zaposlenih le nekaj več kot 10.000 oseb, medtem ko pri v bistvu, se pravi, zasebnem sektorju je pa številka kar dvakrat večja oziroma še več, več kot 24.000. Kar v bistvu potrjuje, kar smo prej rekli, da v bistvu zasebni sektor in gospodarstvo zaposlujeta največ oseb z invalidnostjo. Mogoče še pomemben podatek za vas, sem preverila tudi recimo, koliko je po statusu zaposlitev in sem ugotovila, da v bistvu 9% oseb z invalidnostjo samozaposlenih in kar 91% v bistvu zaposlenih pri različnih delodajalcih. Mogoče še zanimiv podatek, potem pa vas bom nehala moriti številkami, je pa v bistvu, da se pravi od vseh 45.851 brezposelnih v Sloveniji, ta številka je se pravi od marca 2025, je 14,2% oseb z invalidnostjo brezposelnih. Tako da je pa tudi, če primerjamo na EU ravni, so številke brezposelnih med oseb z invalidnostjo višje, kakor med osebami brez invalidnosti, tako da ta employment gap nekako ostaja. No, pa bi
Najprej vam tudi, se pravi, v okviru primera dobre prakse v Novartisu najprej predstavila svojo zgodbo, kako se je pravzaprav moja pot začela v tem podjetju in bi poudarila tudi izzive, s katerimi sem se srečevala. No, mene je bilo recimo že prvič, ko sem pač imela online razgovor, je bilo vprašanje strani vodje: Anja, kaj pa v bistvu potrebujete, da bo ta razgovor za vas prilagojen? A ne? In v bistvu že tukaj sem se počutila, bom rekla, zelo sprejeto, da lahko spregovorim o svoji invalidnosti, o svoji težki slabovidnosti, da lahko z vodjo podelim, kaj vse potrebujem, kako približno pričakujem, da bo potekala sama integracija v delovno okolje in tudi, da bom od začetka potrebovala najbrž kar malo več pomoči. Kaj je zdaj vse to pri meni zajemalo? Recimo, ogromno mi je pomenilo tudi, ko me je vodja vprašal, kako boš pa prišla v službo. Za marsikoga videčega je to pač samoumevno pa normalno. Se vseš avto, na kolo pa greš v službo ali pa peš. Zame pa je bilo, kje pa je Novartis, kako bom pa prišla do pisarne, pač čist neka mogoče druga že vprašanja, pač izzivi, s katerimi se soočamo. In sem pač rekla, vodju, v bistvu sem rekla, Nejc, jaz bom potrebovala, da me prideš mogoče pač iskati pred samo podjetje oziroma in da greva potem skupaj čez vhod, ker je ogromno steklenih vrat, kar je prej Andreja govorila. Pol imamo ogromno teh senzorjev za čipirati, da sploh prideš do pravega štuka, tako da je kar zahtevna pot, no. Ampak ja, sem se v bistvu potem nekako navadila, ker tudi sem videla, da sodelavci, no in tudi sem vodja, so bili res zelo odprti. Vprašali so, kaj potrebujem, tudi recimo za samo pisarno, spet so steklena vrata, ne veš niti približno, kje je kljuka, kje se vrata končajo, pa smo recimo dali čez cela vrata oziroma rob vrat eno nalepko črno, tako da točno vidim, kje se začnejo pa končajo. Potem recimo tudi čez nekaj časa smo opazili, da imam izziv, če imamo, ne vem, sestanek v nekem drugem nadstropju, so mi vedno mogli priti sodelavci iskati, ker dvigala niso imela najave niti brajice. In potem je ravno prišlo do situacije, da so prenavljali dvigala, pa so potem v bistvu nekako v dogovoru s campus managementom se dogovorili, dajmo pa še brajico pa najavo, da bo pač lahko tudi Anja pa še kdo, če ga bomo zaposlili v bistvu, da ne bo nekih problemov hoditi na sestanke oziroma da se ne zgubljamo po stavbi. Tako da to, pa mogoče še en pomislek, ki sem ga sama od začetka imela. Jaz prvi dan, ko sem prišla v službo, so mi dali program Teams. In jaz ta program gledam, pa tako rečem vodji Nejcu, ampak Nejc, jaz rabim zdaj 1 uro, da vidim sploh, kje je kakšna funkcija oziroma kaj predstavlja. In to tukaj je bilo prvič, to mi potem šele po 1 mesecu zaupal, ko je videl, koliko časa jaz potrebujem, recimo, da sem le potrdila en sestanek in ga dala v koledar, ko sem pač prvič ta program videla, je v bistvu tudi on dobil pomisleke. Ampak ni takrat dal tega name, in tukaj so tudi te veščine vodi zelo pomembne. Ker on takrat recimo ni dal meni občutka, ne bo zmogla, imel pa je pomisleke, ker mi je zaupal. Je rekel, Anja, jaz ko sem videl, koliko časa rabiš, pa mi vse tukaj hitro delamo, sestanki uletavajo čez dan noter, kako boš ti to lahko? Ampak sem rekel, sem te pustil, pa da vidim, kako boš. In ravno to, ko me je tudi vprašal, kaj rabim, jaz sem rekla, jaz rabim samo od začetka potrpežljivost, da spoznam okolje, da spoznam programe in potem je nekako zlaufalo. Ampak ja, ni vedno vse kar takoj neka zgodba o uspehu. No, v Novartisu si pa v bistvu, ko se zavzemamo za vključevanje oseb z invalidnostjo, v bistvu uporabljamo globalno lokalni pristop, temu mi rečemo global approach. Zakaj? Zato, ker pravzaprav imamo tudi na globalni ravni v bistvu pravzaprav oblikovano strategijo vključevanja raznolikosti v podjetje, in tukaj spadajo tudi osebe z invalidnostjo. In v bistvu preko, bom rekla, teh strateških ciljev poskušamo doseči, da je raznolikost in pripadnost vseh posameznikov v podjetju naša vrednota, oziroma je to vrednota organizacijske kulture, na kateri gradimo in si prizadevamo vsi, ne samo tisti, ki imamo neke zdravstvene omejitve,
ampak pač vsi, a ne. Mogoče tudi tukaj bi omenila, dostikrat je najpogosteje pač vsem vidna invalidnost, dostikrat, a ne, tudi danes mogoče premalokrat omenjeno, vedno več je tudi nevidnih oblik invalidnosti in tudi recimo pri nas se soočamo z zelo velikim porastom neurodiverzitete, to so posamezniki z avtizmom, ADHD, Tourettov sindrom, disleksija in še mnoge druge, a ne. In ravno v bistvu, kako pa tem posameznikom prilagoditi delovna okolja, da se bodo počutili sprejete. In bom tudi kar primer povedala, še pred pol leta, v bistvu smo se odločili, da bomo zaposlili kot administratorko eno gospo, ki je v bistvu imela neke, bom rekla, izzive na psihološkem področju, se pravi pač nevidna invalidnost, ampak recimo zmanjšano delovno ur in kaj bi v njem prvi strah, prišla je k nam na razgovor, pa ne bom pozabila, ko smo tam z direktorico korporativnega centra sedeli, pa reče gospa, ampak jaz ne vem, če se bom znašla v vašem tem open space pisarnah, vsi me bodo gledali, jaz rabim, da bolj nek intimen prostor. In je hotela že zavrniti, ne, ponudbo, pa smo potem pravzaprav rekli, lejte, boste pač najprej poskusili, pa boste tudi prišli, pa zbrali mizo, ki je mogoče najbolj oddaljena, mogoče še kaj potem preuredimo, da se boste počutila še bolj domače in potem bomo videli, kako vam pač lahko pomagamo, da se boste res v redu počutila na delovnem mestu. In ta gospa še danes dela z nami. Ampak ne, ravno ti v bistvu neki, ki sploh pomislimo, ne, pa ampak so pomisleki, ko pridejo osebe in v bistvu niso, ne vedo, a bo šel delodajalec nasproti, ali bodo zgolj pahnjene v neko delovno okolje, tukaj zdaj delaj, pa, a ne, ampak poskušamo res, da ni tako in da poskušamo nekako nek personaliziran pristop do posameznika. No, mogoče, če se vrnem nazaj k tem strateškim ciljem, ki jih zavzemamo, a ne, tukaj imamo 3 ključne stebre, inform, include and involve, kar pomeni, da v bistvu od ozaveščanja, kar bom tudi potem podrobneje, se pravi, razložila od internega do eksternega, potem pa poskušamo tudi v bistvu razne stakeholders, razne deležnike pravzaprav vključevati v ta proces. Ker vključevanje osebe z invalidnostjo ni nek, enotedenski projekt, ki se pač konča, ker se izzivi konstantno lahko pač pojavljajo, ker je tudi zelo dinamično poslovno okolje, ampak je v bistvu vedno treba biti, bom rekla v navednicah, na preži, poskusiti iti osebi nasproti. No, mogoče bi omenila še to, da kot podjetje smo tudi zavezani k globalni pobudi Valuable 500, se pravi zaveza Valuable 500, kar pomeni v bistvu globalna pobuda v bistvu največjih, bom rekla, nekih akterjev gospodarstva, ki si prizadeva in se zaveže javnosti na globalni ravni pravzaprav, da se bo zavzemala za zaposlovanje oseb z invalidnostjo, gradila inkluzivne strategije in tudi v bistvu razvijala svoje KPI oziroma te merilce uspešnosti v smeri zaposlovanja oseb z invalidnostjo. No, in če pogledamo, prej sem omenila ozaveščanje kot zelo pomemben steber, kar smo tudi že prej tekom okrogle mize, v bistvu naslovili. Jaz sem ga tukaj razdelila v bistvu na interno in eksterno. Zdaj pri internem ozaveščanju gre predvsem za, kako recimo spremeniti neko percepcijo vodij, sodelavcev, da bodo pravzaprav razumeli, kaj pomeni invalidnost, kakšne oblike invalidnosti poznamo, kakšne izzive prinašajo, a ne. In zdaj tukaj v tej smeri pravzaprav si prizadevamo skozi razne dogodke, ki potekajo tekom celega leta. Recimo primer okroglih miz. Lani smo, se pravi recimo na okrogli mizi gostili eno gospo z lažjim Downovim sindromom, pa je zaupala svojo zgodbo, pa smo potem recimo lahko spraševali, potem smo imeli enega fanta z ADHD-jem in recimo, moj vodja ga je takoj vprašal, kakšen intervju bi imel ti rad, ker v bistvu ADHD dostikrat, mislim, ne vsi, ker to je zelo širok spekter, ampak dostikrat recimo nimajo, mislim, marsikateri lahko nima nekih socialnih veščin, se izogiba stiku z očmi
individualnih razgovorov in takrat je ta fant rekel, ja, če boste pa mene hoteli zaposliti, pa na intervju dobiti, me pa kar na sprehod povabite, pa v bistvu, da hodiva v štric, da nimam občutka, da je nekdo tam nasproti mene, pa več vreden, pa me sprašuje, ker pač preprosto potem nisem avtentičen. A ne, spet neka malenkost, ki sploh mogoče marsikdo ne pomisli, pa vendar. Potem recimo še ena zgodba, se spomnim, enkrat sem imela nek seminar iz Amerike, pa je en fant isto za ADHD-jem, je delil svojo zgodbo in je rekel, da je na marsikaterem razgovoru je pač v bistvu ni bil sprejet, je bil zavrnjen in je že skoraj obupal, potem je pa v bistvu Novartis imel hekaton, ko pa v bistvu podjetje da nek izziv, sploh ni v bistvu ne poteka razgovor kot razgovor, pač 1 na 1, ampak posameznik dobi izziv in če ga dobro izpelje, si ti sprejet v podjetje in je ta fant zmagal na avtomatizaciji procesov in še danes dela. Potem pri internem ozaveščanju je v bistvu pomembno, tudi, da poskušamo naše vodstvo nekako nanje tudi, mislim, da oni se zavežejo, da je podjetje zares odgovorno, ker se pravi, ne pomaga, če recimo te interesne skupine zaposlenih ozaveščajo, delajo aktivnosti, dokler samo podjetje v javnost ne da same zaveze, da si pravzaprav tega res želi in z namenom, da tudi njim približamo razne oblike invalidnosti, recimo sodelujemo oziroma nameravamo sodelovati tudi z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, kjer bojo v bistvu skozi neko izkušnjo v temi, v bistvu vodje lahko nekako spoznale, kaj pravzaprav pomeni biti slep, slaboviden in takrat se v bistvu zgodijo glavni klikerji, pa da vidijo pravzaprav, kako je in da nekako nimajo več strahu o tem, ker znotraj tega team buildinga se seveda planira tudi razno predavanje, kjer se jim pravzaprav približa, česa so slepi in slabovidni pravzaprav sposobni, kako uporabljajo samo tehnologijo in tako naprej. Potem pri eksternem ozaveščanju je pa v bistvu zelo pomembno, da sodelujemo z številnimi organizacijami. Ena ključnih je Društvo študentov invalidov Slovenije. Tukaj predvsem z njimi poskušamo oblikovati in izpeljevati izkustvene delavnice. Se pravi, vam dala primer, recimo hoja z belo palico, potem da preizkusijo razne neke naloge, pa imajo na sebi rokavice, da jim je v bistvu nekako onemogočena ta čista motorika, potem recimo so imeli priložnost tudi spoznati Braillevo pisavo in pač nekako, da se jim res skozi izkustvo približa različne oblike invalidnosti. Povezujemo se tudi z Univerzo v Ljubljani, kjer si pravzaprav želimo, da tudi naše kadrovske štipendije postanejo še bolj privlačne tudi za osebe z invalidnostjo in da vidijo te osebe tudi v našem podjetju priložnosti za nadaljnjo kariero. Potem, samo gleda pogledati, kaj imam, da ne boste imeli napačnega slajda gor. No, potem, ko sem govorila o sodelovanju z različnimi organizacijami, kot sem že omenila, recimo Društvo študentov invalidov, potem imamo tudi sodelovanje z socialnim podjetjem Violina, najbrž ste zaslišali. Recimo z njimi sodelujemo pri recimo organizaciji raznih dogodkov, kjer jih povabimo, da za nas pripravijo catering in tudi imajo interakcijo z našimi sodelavci, ki jih v bistvu pa sprašujejo različne stvari. Potem ena od pomembnih oblik sodelovanja je tudi sodelovanje z različnimi invalidskimi podjetji. Tukaj predvsem sodelujemo z invalidskim podjetjem Most, ki ima največ kadra za farmacevtsko podjetje, potem tudi na področju tiskovin z invalidskim podjetjem Muflon in z Aktivo na področju varovanja. Več kot 50 oseb z invalidnostjo zaposlujemo pravzaprav preko invalidskih podjetij, potem imamo pa tudi interno zaposlene in tudi naš dolgoročni cilj je povečati interne zaposlitve
in smo tudi letos določili KPI-je v bistvu ravno v tej smeri. Zdaj tukaj je še pa nekaj primerov z naših dogodkov. Tukaj prva slika je pravzaprav, ko sem se jaz takrat prvič pridružila Novartisu, to je bilo 1 leto nazaj. In smo takrat pravzaprav s to okroglo mizo poskušali sodelavcem približati mojo zgodbo, potem zgodbo Emila, ki vidite na vozičku, v bistvu takrat delil, kako je pravzaprav podjetje Novartis kljub njegovi nesreči, ki se je zgodila čez noč, je podjetje še po 1 letu, dokler je trajala njegova zaposlitvena rehabilitacija, mu potem pravzaprav prilagodilo delovno mesto oziroma ga prekvalificiralo na drugo delovno mesto, kar je v bistvu, bom rekla, tudi zelo pozitivna zgodba. Potem tukaj imate še primer dogodka dviga zastave. Ne vem, če veste, ampak obstaja zastava ponosa invalidov, to je zastava, s katero v bistvu se ozavešča o različnih oblikah invalidnosti. In mi smo z lanskim letom začeli z dvigom zastave invalidnosti tako v Ljubljani kot v Mengešu. Na tej zastavi so različne barve, ki pravzaprav predstavljajo različne invalidnosti, od rdeče, ki predstavlja fizično invalidnost, do bele, nevidne invalidnosti in tako naprej. In v bistvu ravno ti dogodki so simbolični, ampak kaj mi poskušamo je pravzaprav, da neka simbolična dejanja stojijo na nekih aktivnih dejanjih. In zato tudi recimo letos, ko bomo julija, ker julij je mesec ponosa invalidov, ko bomo ponovno dvignili zastavo, s tem namenom tudi sedaj bomo junija organizirali dogodek, kjer bomo povabili osebe z invalidnostjo preko različnih društev in različnih drugih mrež, da v bistvu se predstavijo naši kadrovski službi in probajo najti skupne sinergije. V primeru, da takrat neko delovno mesto za tisto osebo z invalidnostjo ravno ne bo na voljo, bodo imele tudi možnost, da se vpišejo v našo bazo in mi v primeru, ko bomo opazili, da je nekaj recimo v skladu z njihovimi kompetencami, bomo potem jih naprej kontaktirali. Ker ravno zakaj ta dogodek, poimenovali smo ga Postani Novartisov nevidni potencial, ker naša kampanja v bistvu temelji na sporočilnosti nevidni potencial. Zakaj? Pač ne je v oklepaju in potem vidni potencial, ker žal invalidnost je mogoče dostikrat prva oznaka, ki jo neki osebi z invalidnostjo v bistvu damo, in potencial kot tak oziroma njegov talent pa ostane zakrit, torej neviden. In ravno s to sporočilnostjo smo tudi v bistvu letos, je tudi v bistvu globalna raven prevzela ta moto, torej Invisible Potential, in bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnosti, ker želimo privabiti čim več talentov z osebami z invalidnostjo in nas neka specifična okoliščina, kot je invalidnost, ni razlog, zakaj oseba ne bi bila ponujena neka zaposlitvena priložnost. No in potem tudi tretja slika, v bistvu pa prikazuje te izkustvene delavnice, kar sem že prej govorila, hoja z belo palico, razne potem tudi dostikrat simulacijska očala prinesemo, pa poskušamo to integrirati v razne dogodke, kjer je ogromno število ljudi. Tudi recimo letos, ko imamo piknik z Novartisom junija, kjer pride več kot 1500 ljudi, v bistvu bo stranski dogodek, da bojo lahko poskusili slepo lokostrelstvo, hkrati pa bomo tam tudi drugi predstavniki te interesne skupine zaposlenih, kjer bomo tudi nek dialog vodili z ostalimi sodelavci in jih s tem spodbujali, da so odprti za sprejemanje oseb z invalidnostjo, še posebej vodij, ki so ključni kot zaposlovalci. Potem mogoče še na kratko, kaj poskušamo kot podjetje z interno politiko doseči. Prej je dostikrat bilo naslovljeno, da se globalna podjetja soočajo z izzivi, ker imajo države različne institucionalno pravne formalne okvire glede zaposlovanja oseb z invalidnostjo. In tukaj se je naše podjetje odločilo, da bomo pravzaprav oblikovali
naše globalne smernice za zaposlovanje, tako da z letošnjim letom v bistvu začenjamo projekt Reasonable Accommodation, se pravi razumnih prilagoditev, ki bodo ne glede na državo, ne glede na to, kako so zakonske ureditve v določenih državah, bo podjetje s centralnim budžetom v bistvu osebam z invalidnostjo, ko bodo prišle v podjetje, zagotovilo prilagoditve. Ker tukaj moramo vedeti, da so ogromne razlike. Recimo na Kitajskem, kjer tudi imamo obrate, osebe z invalidnostjo so zelo nesprejete v delovno okolje in bom rekla, sploh ni nekih tudi zakonskih določil in je res v bistvu na strani podjetja, kako pravzaprav oblikuje neke spodbudne ukrepe in jih v bistvu implementira v samo prakso. Potem je pomembno tudi recimo sprejemanje različnih internih aktov. Letos oblikujemo interne smernice zaposlovanja. Začeli smo sodelovati tudi z URI Soča, ker želimo ravno to obliko podpornega zaposlovanja nekako še bolj upeljati v naše podjetje. Potem mi mogoče izpostavlja, da smo na globalni ravni sprejeli tudi vodnik do razkritja invalidnosti, kaj pravzaprav ta vodnik predstavlja. V bistvu, raziskave so pokazale, da oseba, ki razkrije kakršnokoli invalidnost ali pa tudi ne bo samo neka zdravstvena omejitev, če jo razkrije, recimo sodelavci, se počuti zelo bolj avtentično in pristno v delovnem okolju. In tudi s tem se poveča njena produktivnost. Takoj, ko pa mi nekaj skrivamo, poskušamo nekaj minimalizirati, seveda to vpliva na naš delovni proces. In zaradi tega v bistvu spodbujamo, da osebe z invalidnostjo, če čutijo, razkrijejo, se o tem pogovarjamo, tudi zaradi tega je zelo pomembna vloga teh interesnih skupin zaposlenih, kjer te tematike odpiramo in poskušamo jih pravzaprav naslavljati. Potem imamo tudi sprejete v bistvu smernice za evakuacijo oseb z invalidnostjo, se pravi vsaka oseba, ki je zaposlena, da ima prilagojen način evakuacije. Potem tudi letos smo sprejeli, kako narediti sestanke dostopne. In v okviru tega pravzaprav poskušamo tudi z letošnjo kampanjo na globalni ravni, smo določili temo ravno digitalna dostopnost in bomo poskušali v bistvu, kako pravzaprav izboljšati dostopnost naših teh digitalnih orodij, ki jih uporabljamo, kako recimo si pomagati s Copilotom in z drugimi AI orodji, kako v bistvu olajšati sestanke, procese dela, torej na način, da v bistvu bo osebam z invalidnostjo nekako omogočeno čim lažja integracija in tudi v bistvu čim večja, bom rekla, produktivnost oziroma da so samostojni in neodvisni na delovnem mestu. No, potem pa še nazadnje, pa to, kar sem v bistvu že povedala tekom moje zgodbe, da tudi prilagajamo, se pravi, same pisarniške prostore, tudi recimo ena sodelavka, ki dela v kadrovski administraciji na vozičku, so recimo je podjetje poskrbelo, da se je vrata zamenjalo na avtomatična, naredilo se je rampo in tudi sedaj v bistvu na globalni ravni spet vodimo en projekt ocenjevanj vseh kampusov v Novartisu, da se bo pravzaprav tudi vse nadaljne gradnje, ki se bodo dogajale, da bodo že pred samim začetkom odprtja neke proizvodnje, pravzaprav ti prostori in seveda tudi support office-jane, da v bistvu bodo prilagojeni osebam z invalidnostjo. Tako da v bistvu poskušamo nek tak celovit okvir, kako pravzaprav narediti dostopno podjetje za vse. Pa bi tukaj zaključila, pa bi prosila, če lahko še na kratko video, ki v bistvu pa predstavlja zgodbo naše interesne skupine zaposlenih za osebe z invalidnostjo. Naše zgodbe so različne in vsaka ima svojo vrednost.
Zato v Novartisu govorimo o nevidnih potencialih. Potencialih, ki jih v sebi nosi tudi izkušnja invalidnosti, ter izkušnjah, ki jih oseba z invalidnostjo lahko podeli s širšim svetom. Po svetu trenutno 10% zaposlenih živi z invalidnostjo, kar 80% invalidnosti pa ni vidnih. V Novartisu smo se zavezali, da sodelavcem z invalidnostjo omogočamo uspeh v delovnem okolju. Gradimo okolje, v katerem je vsak obravnavan dostojanstveno in spoštljivo ter cenjen zaradi svojih sposobnosti in prispevka k našemu skupnemu namenu. Zato smo tukaj mi, interesna skupina za vključevanje oseb z invalidnostjo. Naše aktivnosti so usmerjene v krepitev ozaveščanja in razumevanja sposobnosti posameznikov z vidnimi in nevidnimi oblikami invalidnosti. V ta namen sklepamo tako interna kot zunanja partnerstva in prispevamo k raznolikosti ter vključenosti teh talentov v delovno okolje. Trudimo se, da pomagamo prepoznavati ovire in jih odpravljati. Predvsem pa krepimo zavedanje o tem, kaj je invalidnost, ter kako lahko vsi prispevamo k ustvarjanju varnega in odprtega delovnega okolja. Vabljeni, da se nam na tem potovanju pridružite tudi vi.